Med Libanonom in Izraelom se dogaja nekaj brez primere, kar bi lahko spremenilo podobo celotne regije. Prvič sta se obe državi dogovorili, da bosta sodelovali pri končanju nadzora Hezbolaha nad Južnim Libanonom in končno prinesli mir vzdolž meje. Poglejmo podrobneje. Dobrodošli nazaj v oddaji Jeruzalemska minuta na JNS TV. Ta teden smo imeli napoved nove prekinitve ognja, če lahko tako rečem. Mislim, da je to že tretja ali druga. Kdo sploh še lahko sledi, koliko prekinitev ognja napovedujemo med Izraelom in Libanonom? Toda v tem primeru sta Izrael in Libanon skupaj izjavila, da želita hitro napredovati pri vzpostavitvi tako imenovanih pilotnih območij, da bi postopoma pregnala Hezbolah, teroristično organizacijo, še bolj proti severu reke Litani. In potem ste imeli dogovor, ki so ga ponovno posredovale Združene države Amerike. To je prišlo ob zaključku še enega kroga pogovorov, zgodovinskih pogovorov med Jeruzalemom in Bejrutom. Povežimo se z izraelskim veleposlanikom v ZDA Jehielom Lajderjem glede teh pogovorov. Mislim, da smo danes dosegli nekaj, kar je razmeroma brez primere. Izrael je vstopil v Libanon, potem ko se je Hezbolah odločil pridružiti vojni Irana proti Izraelu. In potiskamo Hezbolah nazaj. In pripeljali smo ljudi v Libanonu do razumevanja, da mi nismo sovražnik, Hezbolah je. In zdaj bomo skupaj delali na tem, da odstranimo to iransko proksi skupino na izraelski meji, ki Izraelu jemlje varnost, libanonskemu ljudstvu pa svobodo. Mislim, da je to dosežek. Torej, Aleksej, pilotska območja, premikanje Hezbolaha na sever. Ali bo libanonska vlada res izpolnila to, kar pravi, da bo storila, torej uničila ali oslabila Hezbolah? Do te mere, da ne bodo več grožnja na izraelski severni meji, zaradi nas in zaradi libanonskega ljudstva. To, kar vidite tukaj, je nekakšna konsolidacija Hezbolaha, ki se pomika proti severu države. Dogovor pravzaprav med Izraelom in vlado Libanona, da Hezbolah ne bi smel delovati v tem, kar imenujemo območje Litani, območje južno od reke Litani, približno 10 do 15 milj blizu izraelske meje, da se bo Hezbolah v okviru tega dogovora umaknil od tam. Katerikoli preostali operativci Hezbolaha so še v južnem Libanonu, naj bi po poročilih dobili kratko obdobje varnega umika iz tega območja, preden bo, kot veste, Izrael začel streljati. Na neki točki je veleposlanik Lajder opozoril, da bo Izrael začel streljati, če se ne umaknejo. Ko govorimo o pilotskih območjih, je osnovna ideja ta, da bo libanonska vlada, ki jo bodo ZDA podprle, oborožile in izurile, prevzela nadzor nad nekaterimi strateškimi območji. Zdaj, očitno na začetku pilotsko območje pomeni, da libanonska vojska vstopi na določeno območje, vendar je takoj okoli tega izraelska vojska, kaj ne? Torej, v tem primeru imata IDF in libanonska vojska usklajeno sodelovanje, da preprečita prevzem območja strani Hezbolaha. A na koncu bi si Libanonci v takšnem dogovoru želeli, da če pilotsko območje deluje, potem nastane še eno pilotsko območje. In v vsakem pilotskem območju IDF umakne svojo prisotnost z tega območja, libanonska vojska pa prevzame nadzor nad tem območjem. Prišli boste do določene točke, ko če IDF ne bo ohranil prisotnosti nikjer v južnem Libanonu, bo celotno območje nadzorovala libanonska vojska. In vprašanje je, kot smo tukaj nenehno izpostavljali, ali lahko libanonska vojska dejansko prepreči, da bi bil Hezbolah prisoten na tem območju. Bi se Hezbolah preprosto infiltriral v libanonsko vojsko? Kdo sploh je ta libanonska vojska? Hezbolah je po vsej državi. In ja, obstaja volja v libanonski vladi, da Hezbolah izključi iz svojih zadev, vendar to ne pomeni, da je Hezbolah izven države, kaj ne? Še vedno so tam. In mislim, da je velika nevarnost predpostavljati, da bo libanonska vojska tista, ki lahko ohrani prisotnost na jugu Libanona. Vem, da mednarodna skupnost tega noče slišati, ampak edina sila, ki lahko prepreči, da bi Hamas napredoval proti Izraelu v Gazi, edina sila, ki lahko prepreči, da bi Hezbolah napredoval proti jugu Libanona, proti izraelski meji, so izraelske obrambne sile. Torej, to je samo še en načrt, ki očitno predvideva silo, ki ni pripravljena ali pa ni sposobna preprečiti Hezbolahu, da bi se približal Izraelu.
Zdaj, če se to naredi recimo na način, da je libanonska vojska tukaj in izraelska vojska tukaj in izraelska vojska tukaj in libanonska vojska tukaj in potem delujejo pod splošnim nadzorom IDF, nekaj takega lahko deluje, če gre za skupno odgovornost. Ampak če je cilj, da je odgovornost samo v rokah libanonske vojske, se mi zdi, da je to popoln recept za neuspeh. Ja, ljudje morajo razumeti, da lahko na praktični ravni v Južnem Libanonu živi šiitska družina, kjer je en član, recimo brat, pripadnik libanonske vojske, drugi brat pa pripadnik Hezbolaha. Tako imate takšno situacijo pogosto. Mislim, kako bodo ti ljudje sobivali? Kako naj brat obrne hrbet svojemu bratu in se bori proti Hezbolahu? Zaradi zavarovanja stav, kot temu pravite, v družini, kaj ne? Prav, točno tako. Da bi bil del obeh, tam mislim, da ima veleposlanik Vajder prav, ko pravi, da se začenja zavedanje, da je Hezbolah skupni sovražnik tako Izraela kot Libanona. In Združene države resnično podpirajo pritisk na libanonsko vlado, da se ne samo sprijazni s tem. In očitno so to že dolgo razumeli, vendar naj bi prepoznali, da obstaja zgodovinska priložnost, da poskusijo pritisniti na Hezbolah. Ampak kaj pravzaprav vidimo? Vidimo, da se Hezbolah utrjuje na severu, na območjih Bejruta in v predmestjih okoli Bejruta ter v Dajvi. In predsednik Trump resnično ustavlja Izrael, da bi napredoval proti severu v Libanon in poskušal še dodatno izkoreniniti Hezbolah. Ne vem, ali ima IDF tisto, kar je potrebno. Ne vem, ali ima Izrael trenutno voljo poslati veliko število vojakov v Libanon za daljše obdobje. Medtem ko predsednik Trump poskuša doseči prekinitev ognja v celotni regiji, zagotovo med Združenimi državami in Iranom. Tako se zdi, da je to trenutno naslednja najboljša diplomatska možnost, nato pa bomo morali videti, kaj se bo na koncu zgodilo s tem južnim območjem ob reki Litani. Na to v bistvu zdaj mislijo, na južni Libanon, območje reke Litani. In govorilo se je, da bi to območje lahko spremenili v nekakšno prosto trgovinsko cono. Prav. Videli smo, da je Izrael že izravnal večino območja, pregnal večino šiitskih skupnosti iz tega območja, pustil pa le nekaj krščanskih skupnosti in skupnosti druzov na teh območjih. Tako bi lahko videli drugačno prihodnost za Južni Libanon, da bi ustvarili razumno varnostno območje med Libanonom, Hezbolahom in Izraelom. Aleks, imamo še en posnetek tukaj. Ambasador Leiter govori o pilotnih območjih, o katerih smo pravkar razpravljali. Poglejmo si. Projekt pilotnega območja bo vodile Združene države Amerike. Posebne enote libanonske vojske bodo prevzele nadzor nad različnimi območji in se postopoma razširile po celotnem jugu. Da ne bi ponovno prišli v vzorec, kjer Izrael odide, Hezbolah se vrne in gremo skozi isto stvar kot zadnjih 40 let. Ne bomo več šli v vzorec pogajanj o premirju, kjer Izrael odide, Hezbolah se vrne in se vrnemo k isti neumnosti. To se je ustavilo. Vsem je jasno, da se mora ustaviti. In polni smo upanja, da bo tokrat uspelo. Torej ima veleposlanik prav. To igro, če hočete, igramo že več kot 2 leti, kjer je enkrat ustavitev, potem začetek, premirje, tako imenovano premirje, kjer je zmerno streljanje. O pogledu predsednika Trumpa na to bomo govorili nekoliko kasneje, ampak to je situacija, v kateri smo trenutno. In hkrati zadnje novice, en Izraelec je bil ubit in najmanj 5 drugih ranjenih v terorističnem napadu v središču države v nedeljo zjutraj, blizu skupnosti Kočavija Ir. Spomnimo se, nedelja je delovni dan tukaj v Izraelu. Tisoči in tisoči ljudi se vozijo na delo, vojaki se vračajo na baze, otroci se vračajo v šolo. Po trenutnih informacijah je bil en terorist ubit, drugi je bil areteran. In očitno so bili to izraelski Arabci, Arabci z izraelskim državljanstvom, vozili so se z rumeno registrsko tablico. Napad se je zgodil na 6 različnih frontah. In Aleks, koliko razumem, trenutno so vojaki in veliko število izraelskih policistov še vedno na različnih prizoriščih, kjer poskušajo ugotoviti, kaj se je zgodilo in zagotoviti, da nevarnost ne obstaja več. Ja, kot si rekel, več strelskih napadov, domnevno strani iste skupine teroristov.
Streljanje se je začelo na bencinski črpalki, kjer je bila vsaj ena oseba ubita, ena oseba huje ranjena, še 2 napada iz avtomobila v vožnji pa sta povzročila precej hude in zmerne poškodbe do zdaj. Poleg ene potrjene smrtne žrtve je bilo še 5 ljudi ponovno odpeljanih v bolnišnico. Zgodba se še razvija. Verjetno bo do izida tega prispevka znanih več podrobnosti. Medtem je bil eden od teroristov na kraju nevtraliziran, drugi pa prijet. Vendar so ljudje na severu trenutno v zapori, saj so v teku poročila o terorističnih vdorih v skupnosti in iskalne akcije. Tako obstaja možnost, da to ni bilo le delo parateroristov, ampak da je bila vpletena cela celica, ki je izvajala več smrtonosnih napadov. Težko je v tem trenutku razbrati vrstni red dogodkov, vendar je tukaj tudi poročilo, da je eden od teroristov odprl ogenj v Šomronu v Samariji, v skupnosti Salfit, in se spopadel z varnostnikom na dolžnosti. Teroristi so nato pobegnili. Ne vem, ali se je to zgodilo pred ali po drugih streljanjih v Kfar Javneju, vendar je bilo to potrjeno. In zdi se, da je vse to del enega velikega napada. Ja, že dolgo nismo videli večjega terorističnega napada, večjega strelskega napada takšne narave, vsaj že več mesecev. Zdelo se je, kot da smo bili v obdobju relativnega miru. Tišina. Toda to je resničen pokazatelj, da ko imaš skupino ljudi, ki so bili indoktrinirani v kulturi nasilja in terorja, in ko imaš še razširjeno orožje, in tukaj vidimo, da so bile v bistvu uporabljene te podmitraljezi tipa Carlos in ena je bila najdena v tem napadu. Ko imaš orožje in ko imaš indoktrinacijo, tudi če nimaš organiziranih ukazov, da greš ven in izvedeš teroristično dejanje. Veš, ko imaš te sestavine že pripravljene, je včasih lahko samo skupina fantov, ki rečejo, hej, danes bomo opravili svojo dolžnost in bomo izvedli teroristični napad. Še vedno čakamo, da izvemo, ali je bil to, veš, Hamas, ki prevzema odgovornost. In vemo, da ima Hamas pomembno infrastrukturo znotraj Judeje in Samarije, pa tudi v Gazi. Ne glede na to, ali je bila to druga teroristična skupina, ali pa nihče, ki bi lahko dejansko prevzel odgovornost, in so ti teroristi prepuščeni sami sebi. Zdaj seveda upamo, da to ni del večjega vala napadov, vendar so sinoči v soboto zvečer tukaj v Izraelu poročali o morebitnem terorističnem napadu z avtomobilom na križišču Efrat v Guš Ecionu. In prejšnjo nedeljo zvečer, potem ko smo posneli našo oddajo, je prišlo do terorističnega napada na križišču Guš Ecion. Vsaj 3 osebe so bile ranjene, med njimi 17-letno dekle, ki je bilo v resnem stanju po poškodbi. Odpeljali so jo na operacijo. In pravzaprav je ta napad v medijih dobil zelo malo pozornosti, le 10-15 sekund. In žal je to zaradi naše trenutne realnosti. Soočen smo z vojno na 7 različnih frontah. Imamo Libanon, o katerem bomo govorili čez trenutek, Iran, Gazo, vse te stvari se dogajajo. V preteklosti, če bi se zgodil tak napad, bi bil na novicah pol ure. Imeli bi več poročil. To je bila le kratka novica, če hočete, zaradi realnosti, v kateri živimo. Ampak 17-letno dekle je povozil arabski terorist. Prav. Ironično je, da danes, v trenutni situaciji, če predsednik Trump objavi nekaj na Truth Social, ta objava dobi vse mednarodne naslove. Ko se zgodi napad z avtomobilom junija v Dženinu, Samarija, ki povozi 17-letno dekle, to že na tej točki dobi manj pozornosti v novicah. Ampak mislim, da izpostavljate pomembno točko, in sicer, da zelo upamo, da se ne bomo vrnili v val terorističnega nasilja tukaj v Dženinu, Samariji, v Jeruzalemu in v drugih skupnostih, ki so mešane arabsko-judovske skupnosti. Omenili ste, da so bili to arabski Izraelci, ki so se vozili z rumenimi registrskimi tablicami, torej izraelskimi tablicami, v nasprotju s prebivalci Judeje in Samarije, ki imajo palestinske registrske tablice in prihajajo iz območij pod palestinskim nadzorom. Tako da moramo biti vedno zaskrbljeni. In še posebej, če vidite, da se fronta v Gazi očitno umirja, vojna v Libanonu pa se morda tudi umirja. Še vedno imate ta problem, ki ni bil rešen in ki je znotraj same države. Še vedno imate prebivalstvo, ljudi, ki ne deli iste vizije za državo Izrael.
In dejansko nasprotujejo Izraelu kot judovski državi. In kot sem rekel, imajo orožje. Bili so indoktrinirani preko televizije, preko svojih učbenikov, preko javnih govorov Mahmuda Abasa in drugih. Tako da se moraš vedno resnično bati, da se lahko varnostna situacija tukaj razplete celo znotraj meja Izraela. Vemo, da so IDF, policija in druge sile preprečile približno 90%, če ne več, teh terorističnih napadov. In žal kaže, da je danes zjutraj eden uspel. Seveda obiščite janus.org za vse najnovejše informacije o tem napadu in vse najnovejše novice tukaj v Izraelu. In hkrati je iranski zunanji minister ta teden vztrajal, da mora biti Libanon del dogovora med ZDA in Iranom. Dejal je, da sta ta dva neločljiva. No, pogovorimo se še malo o pilotnih območjih. Veste, v preteklosti pred to zadnjo vojno smo imeli zadnjo vojno med Izraelom in Libanonom leta 2006. In potem ste imeli rezolucijo ZN 1701. In to je pomenilo, da so poslali UNIFIL, sile ZN iz drugih držav, da pridejo in v bistvu zagotovijo, da Hezbolah ne bi prišel na to območje. Torej, veste, to je bil neuspeh, ker se je Hezbolah kar obnavljal v južnem Libanonu prav pred njihovimi očmi. In kar je UNIFIL v bistvu počel, je bilo to, da je služil kot ovira za IDF pri vstopu v južni Libanon. Torej, kar upate, da se tukaj dogaja, to je upanje, je to? Dogovor med Libanonom in Izraelom pravi, da oba sodelujeta pri ohranjanju, da preprečita Hezbolahu vstop na to območje. Zdaj, spet je veliko vprašanj, ali lahko libanonska vojska to sploh stori. Če pa gre za dogovor, kjer oba sodelujeta, se lahko Izrael umakne, libanonska vojska pa vstopi. Če pa začnete videti spopade v južnem Libanonu med Hezbolahom in libanonsko vojsko, lahko IDF za to zagotovi podporo. Zdaj, večja nevarnost, kot si rekel, je, kaj se zgodi, če pride le do zamenjave uniform. In namesto, da bi tako imenovana libanonska vojska preprečevala Hezbolahu, pride do infiltracije in Hezbolah dejansko postane libanonska vojska v južnem Libanonu, ter samo čakajo na svoj trenutek. Tam v južnem Libanonu ni velikih spopadov, ampak vidiš počasno infiltracijo in kopičenje. Vprašanje je, kaj bo Izrael naredil v takšni situaciji. In kar bi rekel, razlog, zakaj imam tukaj malo upanja, je, da se zdi, da se je vojaška doktrina Izraela spremenila. Ni več situacije, v kateri bi izraelska vojska dovolila večje kopičenje v južnem Libanonu. Torej, čeprav je trenutno razglašeno premirje, če IDF, ki zdaj nadzoruje to območje na načine, kot jih prej ni, ali celo še bolj kot v preteklosti, vidi, da se Hezbolah infiltrira, vidi, da se Hezbolah premika nazaj proti jugu, je pripravljena kršiti premirje in posredovati, da zagotovi, da Hezbolah ne vzpostavlja oporišča blizu svoje meje. In Aleksej, glede Irana tukaj, mislim, da so bile to zelo pomembne, zelo zanimive izjave predsednika Libanona, Josefa Auna, ki je govoril o tem, kako želi, da Iran zapusti njegovo državo. Poglejmo si ta posnetek. To ni vaša država, to je naša država. To je naša obveznost. Ni vaša naloga, da se vmešavate v našo državo. To izjavo popolnoma zavračam, ker so naši ljudje ubiti, naši ljudje, naši domovi so uničeni. Oni uporabljajo Libanon kot žeton, pogajalski žeton v svojih pogajanjih z Združenimi državami. To je nesprejemljivo. In tudi tukaj mora Hezbolah to razumeti. Hezbolah mora razumeti, da ni druge poti, kot sesti in se pogovoriti. Ni druge poti za rešitev te težave in za ohranitev tistega, kar je ostalo, razen skozi pogajanja in diplomacijo. Rad bi govoril o njegovih komentarjih, vendar je treba mimogrede omeniti, da je bil Hezbolah odgovoren za smrt. Omenili ste delavca UNIFIL-a, ki je bil ubit v napadu z dronom, verjetno po pomoti, ta teden v južnem Libanonu. Ampak če se vrnem k predsednikovim komentarjem tam, mislim, da so bile njegove izjave precej zgodovinske. No, če beremo med vrsticami, tega sicer ni izrecno povedal, ampak skoraj je to izrecno povedal, je tako. Predsednik Libanona Aoun je v bistvu rekel, da bi raje imel izraelski vpliv v Libanonu kot iranski vpliv. Tako je že samo po sebi to zgodovinska sprememba dojemanja oziroma perspektive. Libanon je propadla država. Iran je s svojimi dejanji destabiliziral države po celem Bližnjem vzhodu. Glavni primer države, ki jo je Iran destabiliziral, je Libanon.
prek Hezbolaha, iranske posredniške sile. Toda, kar je Džunni povedal, je, da moramo izkoreniniti Hezbolah. Kar je povedal, je bilo, da mora Hezbolah razumeti, da se moramo vključiti v diplomacijo. In s tem misli na diplomacijo z Izraelom. Tam ni izrekel besede Izrael, ampak je seveda jasno, da diplomacija pomeni z Izraelom. Tako, še vedno imate situacijo, kjer obstaja Hezbolah. To je zagotovo oslabljen Hezbolah. Ne vodi jih več Hasan Nasrallah, ki je bil, kot veste, močan general v regiji, o katerem je predsednik vlade Netanjahu govoril kot o ključni osebi Irana, kot o pravem iranskem generalu, vodilnem generalu, ki je vodil skoraj celotno kampanjo proti Izraelu. Zdaj imate Kasema Soleimanija, ki vodi Hezbolah, veliko šibkejšega, starejšega voditelja Hezbolaha tukaj. Torej, imate zagotovo oslabljen Hezbolah. Toda, ko Iran govori o uporabi Libanona kot pogoj, poskušajo najprej zaščititi Hezbolah pred nadaljnjim slabljenjem. Ker ima IDF v bistvu Hezbolah pritisnenega ob zid in jih še naprej potiska vedno bolj in bolj ob zid. Torej, Iran poskuša rešiti, kar je še ostalo od Hezbolaha na eni strani. Po drugi strani pa Ragi poskuša narediti nekaj drugega in pravi, da če Izrael napade Bejrut, bo to pomenilo vrnitev v vojno, vojna se ustavi tako v Iranu kot v Libanonu ali pa sploh ne. Torej, na eni strani gre za reševanje Hezbolaha, na drugi strani pa gre za to, da se poskuša ustvariti razdor med Izraelom in Združenimi državami, tako da predsednik Trump zahteva, da Izrael ustavi napade v Libanonu na Hezbolah, ker si Trump želi premirja z Iranom. In ključna stvar, ki smo jo tukaj videli, je, da je Hezbolah povedal, da ni zavezan premirju, kaj ne? Torej se pogajate z Libanonom, vendar stranka, s katero ste v vojni, ne podpiše sporazuma, kaj ne? Torej je Hezbolah še vedno svoboden. Način, kako vse to deluje v tej bolni trojici, je, da Iran pravi, da ni premirja z Združenimi državami, dokler sta Izrael in Libanon vpletena v spopade. Hezbolah pravi, no, mi nismo del premirja. Tako Iran reče Hezbolahu, ki ga še vedno nadzoruje, vi še naprej pošiljajte drone proti Izraelu. Veste, nadaljujte z napadi nanje, saj veste, da bo Izrael odgovoril, ker... In Izrael ne odgovarja več samo z maščevanjem, ampak vojaška doktrina Izraela ni več povračilo po načelu zob za zob. Ko prihajajo droni, je izraelski povračilni ukrep zasnovan tako, da mora biti 10-krat močnejši od vsega, kar počne Hezbolah, kaj ne? In to pomeni, da Hezbolah pošle drone, IDF pa odgovori z veliko večjo silo, veliko večjo. In to ustvari začarani krog, kjer Hezbolah ponovno odgovori z ognjem in kaj potem? Kar počne Ragi je v bistvu to, da skuša preprečiti prekinitev ognja med Združenimi državami in Iranom ter ponovno uporablja Hezbolah kot svoj teroristični podaljšek, da bi prekinil ta proces. Upajoč, da se bo Trump na koncu razjezil na Netanjahuja, kar smo videli v tistih zadnjih poročilih, kjer je Trump, kot je poročal Barak Ravid, v tistem telefonskem pogovoru rekel, Bibi, ti si popolnoma nor, kaj ne? To je bistvo vsega tukaj. Tako vidite zelo prebrisane poskuse Irana, da bi motil celoten diplomatski proces. O tistem pogovoru, o katerem so poročali, bomo govorili čez trenutek. Premier Netanjahu je znova dejal, da odnosi med ZDA in Izraelom še nikoli niso bili boljši. Omenili ste poskus razdora strani medijev in drugih, ki skušajo ustvariti razkol med Izraelom in ZDA. In v tem poročanem pogovoru, spet, ne poznam vseh podrobnosti pogovora. Nekatere stvari so bile sprejete, nekatere zanikane, ampak poglejmo si ta posnetek pogovora med predsednikom Trumpom in premijerjem Netanjahujem. Bili ste jezni nanj. Rekli ste, si ti nor, kaj za vraga počneš? Pomagala sem ti, da nisi pristal v zaporu. Je to res? Ste se z njim tako pogovarjali? Ja. Ne bi rekel, da sem bil jezen. Bil sem malo vznemirjen zaradi njegovega nenehnega prepiranja z Libanonom. Veš, na neki točki sem rekel, Bibi, moramo to ustaviti, moramo nehati s tem. Ampak imam zelo dober odnos, dobro sva sodelovala, dobro sva delala skupaj. Vedno pravi, da tega nikoli ne bi mogli narediti, ampak vsi vedo, da tega nikoli ne bi mogli narediti brez Združenih držav.
ampak zelo dobro sva sodelovala. Bibi mi je zelo všeč in zelo dobro sem sodeloval z njim. Oba sva, veste, voditelja v času vojne, jaz sem predsednik v času vojne, on pa premijer v času vojne, zelo pomemben del sveta. In mislim, da sva, veste, zelo dobro opravila, zelo dobro sva se razumela. Aleks, tukaj sva že tolikokrat govorila o poskusu, da bi ustvarili razdor med Izraelom in Združenimi državami, med premijerjem Netanjahujem in predsednikom Trumpom. Ali vemo, kaj je tukaj resnično glede tega, kaj je bilo dejansko rečeno? Očitno je šlo za več pogovorov med njima glede prekinitve ognja v Libanonu. Ali vemo, kaj je tukaj resnično in kaj so lažne novice? No, mislim, vemo, da predsednik uporablja besedo na F, prav to nikogar ne preseneča. Mislim, slišali smo ga, da jo uporablja pred kamerami. Torej smo lahko prepričani, da to besedo uporablja tudi za kamerami. Ne poznaš nujno konteksta, kaj ne? Obstaja kontekst, v katerem to reče. Veš, prijatelji uporabljajo kletvice, ko govorijo o resnih stvareh. In potem je tu še, veš, pokroviteljski ton. In namig v tem poročilu je, da je šlo za napad, ameriški napad, napad pod vodstvom Trumpa proti Netanjahuju. Morda temu ni bilo tako. Če pogledaš posnetek, veš, Trump nekako namigne, da bi to lahko rekel, ampak veš, tega ni zanikal, ni pa tudi natančno rekel. Ni rekel, da to sem rekel in to je razlog, zakaj sem to rekel. Zagotovo ni zanikal, da bi to rekel. Nekako se je izognil temu komentarju. Mislim, da je večje vprašanje, veš, kdo stoji za temi uhajanji informacij, ne? Ni toliko pomembno, kakšni so bili pogoji pogovora. In slišal sem predsednika vlade in druge višje svetovalce Izraela, ki so govorili o tem, da se za zaprtimi vrati lahko reče karkoli. In leta so se stvari za zaprtimi vrati govorile med predsedniki Združenih držav Amerike in predsedniki vlade Izraela. Večino tega časa je bil predsednik vlade Netanjahu. Stvar je o tem, kaj je pred kamerami, kaj ne. Sovražniki Izraela in sovražniki Združenih držav morajo videti, da ko so kamere prižgane, ni nobenega razkoraka med Izraelom in Združenimi državami. Imej to v mislih, ker si poglejmo ta posnetek, ki to, mislim, dokazuje. Predsednik je potrdil, da je rekel, da ste nori. Kako ste se na to odzvali? Kaj se je v resnici zgodilo v tem klicu? No, ne bom šel v podrobnosti najnih pogovorov. Imela sva jih na tisoče, no, veliko, res veliko. In če mislite, da je to kriza, bi morali slišati nekatere druge pogovore. Ampak vedno sva našla način. Imava toliko dogovorov. Strinjava se glede glavnih stvari. Želiva končati iranski jedrski program. Želiva zagotoviti, da Iran ne predstavlja grožnje Izraelu, Bližnjemu vzhodu, Ameriki, da ne razvija jedrskega orožja in sredstev za njihovo dostavo ne samo v Izrael in v vsako prestolnico v Evropi, ampak tudi v vsako mesto v Združenih državah. To je naš skupni cilj. To je tisto, kar si prizadevamo doseči. Včasih imamo, kot v najboljših družinah, taktična nesoglasja, kjer vedno najdeš način, da jih rešiš. To je bilo odlično partnerstvo, ker je bil največji prijatelj, kar jih je Izrael kdaj imel v Beli hiši. In on spoštuje mene, jaz spoštujem njega, vedno najdeva način, da razrešiva najine razlike. Torej, tukaj je predsednik vlade, ki pravi, da je med njima vse v redu. In imate predsednika Trumpa, ki je ta teden v intervjuju za New York Post dejal, citiram, zelo dobro sva sodelovala. Bibi mi je zelo všeč in zelo dobro sodelujem z njim. Mislim, da je to očitno. To je res. To pa ne pomeni, da ni nesoglasij. Obstajajo nekatera pomembna soglasja in nesoglasja med Izraelom in Trumpom, odkar se je Trump vrnil na položaj glede Bližnjega vzhoda. In o tem bi lahko govorili s Katarjem, z Erdoganom v Turčiji, z Al-Šaro v Siriji. Veste, ali bi Izrael in Združene države nadaljevali naprej med 12-dnevno vojno, ali bi Izrael in Združene države napredovali med to 6-tedensko operacijo Epski bes. Tukaj je veliko taktičnih razlik. To ne pomeni, da nista na isti strani. Mislim, da sta na isti strani tudi, kadar se ne strinjata. Mislim, da je bilo trenutkov, ko je moral Trump popustiti, ker je Netanjahu nekako prevzel vajeti in sprejel nekatere ukrepe, veste, bodisi v Gazi ali v Libanonu. In bili so trenutki, ko je morala tudi Izrael nekako stopiti korak nazaj kot mlajši partner. A to ne pomeni, da ta dva nista zaveznika, ki zelo tesno sodelujeta.
Vprašanje tukaj je resnično povezano z uhajanjem informacij. In to je zelo resno. Kdo to spušča v javnost? Uporabljajo Baracka Ravida, ki je zelo pripravljen in sposoben sprejeti kakršnekoli informacije, ki pridejo do njega. Mislim, da je imel Barack Ravid nekoga, ki mu je povedal, kaj je bilo rečeno med klicem. Prav. To še ne pomeni, da je bilo to res rečeno med klicem. In tudi ne pomeni, da je to bil kontekst klica. To je samo okvir, kaj ne? Vemo, v medijih včasih vzameš sliko in slika zgleda kot majhna škatla, ampak ne vidiš, kaj se dogaja zunaj te škatle. Torej, lahko je bil klic, ki je trajal 2 uri, v katerem je bilo veliko soglasja o tem, kaj se je zgodilo do zdaj in kaj se bo zgodilo naprej. Morda je bil v tem klicu trenutek, ko je Trump rekel, veš, ti si nor, ali pa je rekel nekaj takega kot Bibi, človek, ti si nor, kaj ne? Veš, torej ne veš, kakšen je bil kontekst, ki spremlja te besede, ampak vsekakor je celoten namen teh uhajanj informacij ustvariti situacijo, v kateri sta zdaj tako Trump kot Netanjahu v obrambni drži in ju skrbi zaradi tega. Mislim, upanje tistih, ki pišejo te informacije, je, da se bo eden dejansko razjezil na drugega. Torej, tukaj vidiš, da imaš orožje, imaš F-35, imaš balistične rakete, ampak te zgodbe so bombe. Veš, objave na Truth Social v tej vojni so bombe. Reakcije na objave in na zgodbe so bombe. In upajo, da bo spet kot Netanjahujeva reakcija na to, da naj bi Trump nekaj rekel o nekem klicu, povzročila več jeze na drugi strani in obratno. Ostanimo pri temi uhajanja informacij, ker imamo še eno domnevno uhajanje. Podpredsednik ZDA je J.D. Vance, ki naj bi, kot sem rekel, razkril Mossadov načrt Turčiji. Poročilo je trdilo, da je Mossad pripravil načrt za spodkopavanje iranskega režima z aktiviranjem kurdskih sil, vendar je to pobudo po domnevnem uhajanju informacij blokiral ameriški predsednik Trump. In pravijo, da je bil to J.D. Vance, podpredsednik, ki je informacije posredoval Turčiji. Kaj vemo o tem? Najprej je treba povedati, da gre za uhajanje informacij z anonimnimi viri. Zato tega ne moremo jemati za samoumevno. Rekel bi, da je eno najpomembnejših pravil pri branju člankov o tem, kaj se dogaja v tej vojni, naslednje. Če se sklicuje na anonimne visoke vire v Združenih državah ali v Izraelu, se je to morda zgodilo ali pa tudi ne. Ne verjemite vsemu, kar berete. Hkrati pa obstajajo namigi, da so obstajali načrti za nekakšno vojaško akcijo, morda da bi Kurdi iz Iraka vstopili v Iran z orožjem. Bile so tiste skrivnostne izjave Donalda Trumpa, veste, pred nekaj tedni, ko je rekel, da smo dali orožje neki skupini ljudi in da ne bi ga dostavili v Iran, a so se potem odločili, da ga obdržijo. In Donald Trump je rekel nekaj v smislu, glejte, kakšno lepo orožje imam, morda bom to orožje kar obdržal, kaj ne? Tako da ne veš natančno, kakšne so tukaj podrobnosti. Vemo pa, da je bila za Združene države ključna jedrska komponenta. Želeli so se prepričati, da Iran nima več jedrskega programa. Zato so bombardirali vse jedrske objekte. Zato predsednik Trump še naprej govori o tako imenovanem jedrskem prahu, visoko obogatenem uranu. Seveda sta si Izrael in Združene države želela uničiti veliko balističnih raketnih objektov, njihovo sposobnost proizvajanja več balističnih raket, njihovo sposobnost izstreljevanja balističnih raket. Tudi za Izrael je bilo od prvega dne jasno, da so si prizadevali za spremembo režima. In zato so že prvi dan ob prvem napadu v vojni odstranili vrhovnega voditelja Alija Hameneja. In nekdanji vodja Mossada, David Barnea, je govoril o tem, kako ima Mossad različne metode za spodkopavanje in zrušitev tega režima. Toda Združene države so se vedno izogibale temu, da bi rekle, da je sprememba režima njihov cilj. Njihov cilj, čeprav je predsednik uporabil izraz sprememba režima in dejal, da ste že imeli spremembo režima. Spomnim se uvodnega govora, kjer je Trump rekel, veste, iranskemu ljudstvu vaša ura svobode je prišla. Veste, prišli smo, da prevzamemo vašo državo, kaj ne? Zato je izgledalo, kot da je Trump tudi iranskemu ljudstvu dal ton, sprožilec, da se vrnejo in prevzamejo svojo državo od ajatolaha. Torej, vprašanje je, kako to narediš. Seveda moraš premagati orožje, ki ga ima IRGC z orožjem.
Ali lahko iranska opozicija to stori? Ne brez orožja. Torej, veste, obstajala je ideja, da bi morda lahko vstopili iraški Kurdi, morda ZERES, morda bi lahko uporabili opozicijsko skupino, ki je že dolgo na ameriškem seznamu teroristov, MEK, kot veste, sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj, da bi nekako spodkopali in napadli IRGC znotraj te države. Zdaj ta izliv pravi, da je J.D. Vance šel k Erdoganu in mu povedal za načrt, da bi iraški Kurdi vstopili. In potem je Erdogan poklical Trumpa in ga opozoril, da bi to lahko destabiliziralo njegovo državo, ter rekel, da to ni pravi način za izvedbo tega. In takrat je Trump to odpovedal. Tako pravi poročilo. Torej, spet ne vemo, ali se bodo vse te podrobnosti izkazale za resnične. To skuša nakazati, da J.D. Vance ni istega mnenja kot Netanjahu. In vedno so bili strahovi, da imaš v tej administraciji na eni strani Trumpa, Rubija, Hekseta, na drugi strani pa J.D. Vancea. Vance je bil od začetka proti vojni in ne želi dovoliti Netanjahuju, da doseže popolno zmago, ki si jo želi. Tukaj lahko vidite tudi nekaj razlik v mnenju med Netanjahujem in Trumpom. Se Netanjahu vidi Erdogana kot destabilizacijsko silo na Bližnjem vzhodu in grožnjo Izraelu. In Trump nakazuje, da je Erdogan zaveznik Združenih držav. Torej je tukaj zagotovo razlika v mnenju. Ampak spet, ti izcedki so samo poskus ustvarjanja razkola med obema administracijama. Rekel bi, da bomo morali resnično biti pozorni na prihodnost. Veste, če bo J.D. Vance kandidiral za predsednika čez 2 leti, leta 2028, glede na njegova stališča do Izraela. Torej, nadaljevanje sledi. Ampak rad bi govoril o trenutni situaciji na terenu. Kaj se zdaj dogaja z ZDA, Izraelom in Iranom? Predsednik Trump poskuša zmanjšati pomen izbruhov, ki smo jih videli v regiji. 2. junija so ameriške sile domnevno onesposobile plovilo, ki je poskušalo prebiti ameriško blokado Irana. Dan kasneje, 3. junija, je Iran izstrelil rakete in drone proti Kuvajtu in Bahrajnu. Predsednik zmanjšuje pomen teh incidentov. No, najprej je glavna prednostna naloga Združenih držav Amerike odpreti užino Hormuz, kaj ne? Veste, dokler ladje iz drugih držav, Katarja, Bahrajna, Emiratov, dokler ne morejo prosto pluti skozi užino Hormuz, veste, Trump ima blokado na blokadi. Tukaj vidite iransko ladjo, iranske ladje pa so lahko nekako zdrsnile iz užine po poti, ki poteka med nekaterimi otoki pod iranskim nadzorom. To ni ravno avtocesta, je bolj kot izvoz. Lahko spravijo nekaj ladij noter in ven od tam. Torej, če Združene države onemogočijo eno od teh ladij, je to v bistvu nekoliko stopnjevanje. Potem pa ste videli, da je Iran odgovoril z veliko stopnjevanjem in poslal drone v Kuvajt, na tamkajšnje mednarodno letališče. Videli smo prizore, kjer je dron zadel glavno terminalno stavbo letališča v Kuvajtu. Nastala je velika škoda, v tem napadu je bil ubit vsaj en civilist. Torej, gre za veliko, res veliko stopnjevanje, a Trump to vseeno skuša zmanjševati. In to je le še en pokazatelj, da si Trump želi izstopiti iz vojaškega konflikta, saj ga je napad na Kuvajt skoraj neposredno potegnil v konflikt. In kot ste omenili, je bil še napad na Bahrajn. Obe državi imata ameriške interese, postojanke, ameriške letalske baze v teh državah. Trump je imel tam priložnost, da bi se skoraj da vrnil v popolno vojno ali pa povzročil še eno stopnjevanje. In tukaj poskuša zmanjšati pomen stopnjevanja. Hkrati pa Trump, mislim, da tudi sam zares dojema realnost razmer tukaj na Bližnjem vzhodu, ko razpravlja o tem, kaj premirje v resnici je ali ni. Poglejmo si ta posnetek. No, veste, za vse obstaja razlog. In prejšnjo noč smo jih kar močno udarili, pravzaprav tudi sinoči. Zelo hitro smo to zatrli v kali, kot vedno. Imamo najboljšo vojsko na svetu. Rekel bi, da je v tistem delu sveta premirje takrat, ko streljaš na bolj zmeren način. Predsednik ima glede tega popolnoma prav. To smo že tolikokrat povedali. Izrael in Libanon. Premirje, pa vendar se strelja. Žal sta bila v zadnjih 24 urah ubita še 2 vojaka. In z Iranom pravimo premirje. Pa vendar Iran napada Kuvajt, napada Bahrajn
in poskuša povzročiti težave v Hormuški ožini. Veste, na nek način je to celo dobro za Izrael, da je Trump na ta način definiral premirje. Veste in potem prizna, da so Združene države streljale med premirjem, ker to dejansko daje dovoljenje Izraelu, da strelja med premirjem. In to je bila ena glavnih točk v pogajanjih med premijerjem Netanjahujem in takratnim ministrom za strateške zadeve Ronom Dermerjem ter Združenimi državami, kjer so rekli, v redu, strinjali se bomo s premirjem, ampak če se pojavi situacija, kjer Hezbolah ali drugi teroristi ogrožajo izraelske položaje ali če dejansko streljajo na Izrael, bo Izrael odgovoril. In isto vidite tukaj z Združenimi državami. Torej, Trumpa so vprašali, kaj pomeni premirje. On se zaveda, da popolno premirje ne obstaja. Mislim, celo v islamski definiciji premirja oni nimajo te besede premirje. Imajo besedo hudna, ki pomeni začasno premirje z izrecnim namenom, da se na drugi strani utrdiš in okrepiš, dokler ne pride čas, ko želiš ponovno napasti. To je pomen besede hudna, ki je prevod za premirje v islamski kulturi. Prav, Donald Trump ima svoje razloge, zakaj si želi doseči premirje, vendar razumevanje tega v bistvu pomeni, da streljaš na bolj zmeren način. Ali je premirje pomembno za Izrael? To je zdaj tudi spremenilo definicijo premirja in Izrael še naprej izvaja napade, tudi ko je tako imenovano premirje v veljavi. Hkrati pa predsednik Donald Trump po besedah tukajšnjih uradnikov pravi, da bi se lahko premirje z Iranom končalo, če bi bili ameriški vojaki ubiti na Bližnjem vzhodu. Torej, po eni strani premirje, po drugi strani pa je pripravljen znova iti v vojno. No, to tudi kaže, kako krhko je premirje, saj če priznavaš, da obe strani izmenjujeta ogenj, potem vsaka stran pravzaprav preizkuša še posebej sovražnikova stran. Iran in Hezbolah preizkušata, kako daleč lahko gresta med premirjem, preden sprožita večji napad. In to je igra, ki jo igrata Iran in Hezbolah, saj poskušata osramotiti predsednika Združenih držav Amerike. Torej, kar počneta je, da malo napadeta, potem pa predsednik vrne udarc, ker mora, nato pa to prikaže kot manj pomembno. V bistvu ga pustijo čakati čim dlje. Toda kar se zgodi je, da ko se obe strani napadata nazaj in naprej, se na neki točki verjetno zgodi, da je škoda prevelika in je napad nekoliko premočan. Torej na koncu, ko se igra s predsednikom Združenih držav Amerike, ki nadzoruje največjo vojsko na svetu, veš, da plešeš ta ples in poskušaš ugotoviti, kakšna je raven potrpežljivosti na določeni točki. Veš, zbadanje postane mal premočno in veš, vse je zabava in igra, dokler nekdo ne izgubi očesa. Prav. Veš, in potem, ko je ameriški vojak ubit, ali veš, ko se zgodi nekaj, česar predsednik preprosto ne more prezreti, v bistvu znova vabiš celoten krog konflikta. In tu ima predsednik Združenih držav Amerike največjo moč, ker Iran glede tega ne more storiti ničesar. Oni, to, kar ste videli v teh 6 tednih, so Združene države in Izrael močno udarili po Iranu. Jih resnično močno udarili. Veste, bilo je skoraj popolno nokautiranje, vendar so v boju zmagovali rundo za rundo za rundo. Prav v času tega premirja in pogajanj se zdi, da Iran ponovno pridobiva nekaj svojega položaja in tudi, veste, preizkušajo z namenom, da bi poskušali osramotiti ali na nek način razglasiti poraz Združenih držav Amerike. Ampak to je nevarna igra in nihalo bi se lahko hitro obrnilo nazaj v prid Ameriki in Izraelu, če bi znova prišlo do vojaškega spopada. Tako istočasno predsednik pravi, da če bo kakšen ameriški vojak ubit, bi se lahko znova vrnili v vojno. Predsednik je tudi pojasnil, zakaj Teheran ne hiti k sklenitvi kakršnega koli dogovora. Imamo ta posnetek. Zakaj še niso sklenili dogovora z vami? Ker je to za njih zelo težko. Imeli so veliko neodvisnosti. Imeli so opravka z zelo šibkim in neučinkovitim vodstvom strani Združenih držav in drugih držav, iskreno, ki so jim dovolile, da so se izmuznili brez posledic. Ponosni so. So stvari, za katere nikoli niso mislili, da jih bodo morali početi, pa jih bodo morali, nimajo izbire. In to traja nekaj časa. Veste, govorimo o 47 letih, ko so lahko počeli, kar so hoteli, brez posledic. Mislim, to bi morali narediti že zdavnaj.
Ampak predsednik se ne zdi v nobeni naglici, zdi se sproščen, dogovor se bo zgodil, ko se bo zgodil. Minilo je 47 let. Mislim, da do dogovora lahko pride, ko pač pride. Lahko pa pride tudi do ponovnih vojaških napadov. Ko se to zgodi, trenutno se zdi, da Trump želi, da bi cene nafte padle. Trump želi, da bi se kongres, nehal ukvarjati z njim. Trump morda želi preživeti vmesne volitve, ampak če se ta situacija nadaljuje, ima Trump še vedno vse vojaške sile tukaj na Bližnjem vzhodu in bi bil lahko pripravljen ukrepati. Mislim, da ga Iran na koncu ne bo premagal. Torej, zagotovo ste v obdobju tišine, v katerem je veliko hrupa. Veliko je intervjujev. Na X in Truth Social je veliko objav, ki nakazujejo, da se Iran morda igra. In zagotovo se. Tudi Trump, kot lahko vidite, se tukaj igra igre. In poskušajo drug drugega prehiteti v diplomaciji, javnih izjavah, hkrati pa preizkušajo, koliko potrpljenja ima vsaka stran glede vojske. Alex, čez vikend smo preko Axios izvedeli, da sta Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff in njegov zet, seveda, Jared Kushner, obiskala Tennessee, da bi se posvetovala z ekipo jedrskih strokovnjakov v nacionalnem laboratoriju Oak Ridge. Kaj lahko sklepamo iz tega obiska? Kako pomemben je? Nekateri pravijo, da je to znak, da so pogajanja z Iranom dejansko prišla do zadnje ovire in da smo na poti k dogovoru. No, tukaj imate ta citat. V poročilu piše, da to srečanje v Oak Ridgeu ne pomeni, da bo do dogovora res prišlo. Je pa znak, da so pogajanja v zelo resni fazi in da obstaja dobra možnost, da se dogovor doseže in želimo biti pripravljeni. Torej, če se srečujete z jedrskimi strokovnjaki, to zame pomeni, da je vprašanje, o katerem želijo govoriti strokovnjaki, visoko obogateni uran. Ali pa Trump želi iz Irana spraviti tisto, kar imenuje jedrski prah, torej visoko obogateni uran. To so plini v kanistrih, ki so globoko pod zemljo, pod Fordom, Isfahanom, Natanzom. Želijo, da to zapusti državo. Ni preprosto to narediti. Veliko previdnostnih ukrepov je treba sprejeti, da nihče ne bo ogrožen zaradi tega visoko obogatenega urana. To je plin, ki ga je treba premakniti. Potencialno ga je treba zamrzniti v trdno obliko, lahko obstaja v plinasti obliki, lahko obstaja v tekoči obliki, lahko obstaja v trdni obliki. Nisem strokovnjak za to. In očitno tudi Witkoff in Kushner nista strokovnjaka. In zato sta šla v Oak Ridge na posvetovanje v Tennessee, ker želita izpogajati odstranitev tega visoko obogatenega urana. In, kot smo že povedali, sta dva načina, kako ga dobiti. Lahko ga dobite skozi glavna vrata, ker ga Iranci bodisi zagotavljajo ali omogočajo prenos, pod zemljo v te objekte, da ga je mogoče varno odstraniti. Ali pa bi lahko šlo za neko operacijo specialnih enot, v kateri, pripeljete tisoče vojakov, verjetno, da obkrožijo in zaščitijo. Vzpostavite obroč okoli območja, medtem ko strokovnjaki vstopijo in poskušajo zelo hitro odstraniti ta jedrski prah. Če gresta Witkoff in Kushner, to bolj kaže na dogovorjeno pot, da bi Iranci privolili, da Amerika... Trump je tudi omenil, da bi morda Kitajci, edina druga država, ki bi to lahko storila, lahko vstopili in vzeli tisti visoko obogateni uran, v nekakšnem miroljubnem dogovoru. Tako da si predstavljam, da Witkoff in Kushner z njimi govorita o tem in da potekajo pogajanja o odstranitvi visoko obogatenega urana. To ne pomeni, da bodo ta pogajanja sprejeta ali podpisana, ampak da so to pogoji, o katerih razpravljata obe strani. Alex, če nadaljujemo, pred približno mesecem dni sva govorila o poročilu, ki je nakazovalo, da izraelske enote delujejo globoko v Iraku proti Iranu med vojno. In zdaj nam pravijo, da je Izrael med operacijo Rjoveči lev poslal komandose in obveščevalne enote v Azerbajdžan. To je del prikritega aparata po celotnem Bližnjem vzhodu za lažje izvajanje operacij proti Islamski republiki. O tem je bilo pred nekaj dnevi poročano na CNN. Tudi to jemljem z rezervo, ampak to je tisto, kar slišimo. Imeli smo poročila, da je Izrael vzpostavil tajne baze v Iraku. Imeli smo poročila, da je Izrael vzpostavil več lokacij tukaj v južnem Azerbajdžanu. Azerbajdžan je zelo pomemben zaveznik Izraela.
In pogosto se je verjelo, veste, že dolgo preden se je ta vojna začela, da bi Izrael lahko uporabil letalske baze v Azerbajdžanu za pristajanje in napade, ker bi Izrael moral natočiti gorivo. Zdaj je jasno, da so Združene države zagotovile vse potrebne zmogljivosti za dolivanje goriva z letali KC-46. Zelo jasno je, da je Izrael nameščal sredstva po vsem Bližnjem vzhodu, ne glede na to, ali so bila uporabljena za nadzor ali kot potencialne letalske baze v primeru, da bi letalo moralo izvesti zasilno pristajanje. Nekje ali pa je šlo za logistiko, za morebiten prevoz opreme oziroma izvedbo reševalnih operacij. Če bi bilo treba izvesti znotraj Irana, bi imeli sile nameščene v bližini. Še ena zadnja stvar ta teden, Alex. Predstavniški dom ZDA je v sredo odobril resolucijo o vojnih pooblastilih, ki bi ustavila ameriško vojaško akcijo proti Iranu, s čimer so se uprli predsedniku Trumpu, saj se je nekaj republikancev pridružilo demokratom, da bi končali 3-mesečni konflikt med ZDA in Iranci. Kolikor jaz razumem, je to bolj simbolično, ker mora to, če se ne motim, iti še skozi senat. In predsednik lahko to dejansko ignorira in nadaljuje s svojim ravnanjem glede Irana. Kako pomembna je ta resolucija? Ali to kaže, da tudi republikanci niso zadovoljni s potekom vojne? Ali pa je to res zgolj simbolično? Mislim, da je to pokazatelj javne podpore, ki jo ima Trump za to vojno. Spomnite se, Trump je vodil kampanjo s obljubo, da ne bo več neskončnih vojn na Bližnjem vzhodu. Spomnimo se, da je druga Bushova administracija spravila Izrael v Irak in Afganistan za daljše obdobje. Kar Trump skuša nakazati, je, da je šlo za operacijo. To je bila, veste, 5-tedenska, 6-tedenska operacija, kar je manj kot 60 dni, v katerih lahko predsednik izvaja napade, ne da bi moral iti skozi predstavniški dom ali senat. In to je morda eden od razlogov, zakaj je Trump sodeloval v tem podaljšanem premirju, da bi, če bi ZDA dejansko znova začele napadati Iran, lahko preimenoval operacijo ne bo več Epona Bes, ampak nekaj drugega. To bo druga posebna operacija in ne bo trajala več kot 60 dni. Tako lahko Trump deluje, veste, ne da bi tukaj kršil pristojnosti kongresa. Ampak spet, to je le pokazatelj, da Trumpova vojna v Iranu, še posebej, če se vidi kot koristna za Izrael, ni sama po sebi priljubljena v Združenih državah. Tako med demokrati, ki so progresivni in že dolgo vodijo kampanjo proti Izraelu, kot tudi med izolacionističnimi republikanci, ki si, veste, tega ne želijo. Zdi se, kot da Netanjahu vodi igro in prepričuje Trumpa, da je to tisto, kar mora storiti, ter premakniti ZDA. Vojaško, veste, za tisto, kar vidijo kot korist, izrecno korist za Izrael. Zdaj ponovno mislim, da je res pomembno poudariti, o čemer smo govorili pred nekaj minutami, da še nismo videli, da bi Iran streljal na Izrael. Ko je prišlo do napada na plovilo, ki je plulo skozi Perzijski zaliv, je bil povračilni ukrep usmerjen proti letališču v Kuvajtu. Bil je proti Bahrajnu. Veste, Iran je grožnja za celotno regijo. Prav? Brožijo svetovnemu ladijskemu prometu skozi Hormuško ožino, kar vpliva na številne države, vključno z najpomembnejšimi ameriškimi zavezniki v Perzijskem zalivu. Toda še več dronov in raket je bilo izstreljenih proti ameriškim zaveznikom na Bližnjem vzhodu in proti Izraelu skozi celotno vojno. Veste, Iran je destabiliziral Irak, destabiliziral je Sirijo. Prej smo govorili o tem, kako je Iran popolnoma destabiliziral Libanon, ki se je spremenil v propadlo državo. Destabilizirali so tudi Jemen. To ogroža Savdice, to ogroža, seveda so destabilizirali tudi Gazo. Kot da veste, ta situacija z Iranom je ena tistih, ki bi jo morale Združene države, po mojem mnenju, resnično obravnavati. In to je v ameriškem interesu celo bolj, ali vsaj toliko, kot v izraelskem interesu. A to še ne pomeni, da je to priljubljeno v Združenih državah. V republikanski stranki so ti izolacionisti, ki so celo pripravljeni stopiti na stran demokratov, če to pomeni preprečiti predsedniku Trumpu, da bi ukrepal proti Iranu. Nadaljevanje sledi, a to je vse, kar imamo danes na voljo v tokratni oddaji Jeruzalemska minuta na JNS TV.
Jož Heston, dopisnik za Janus, skupaj z direktorjem Aleksom Trajmanom. Rad bi se zahvalil ljudem v ozadju tukaj na JNS TV. Podprite nas super zahvalo. Naročite se in obiščite JNS TV za vso to izjemno vsebino ter janus.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Se vidimo naslednji teden tukaj v oddaji Jeruzalemska minuta, samo na JNS TV.